Pozdravljeni, dame in gospodje, gledalci in gledalke. Danes so nove novice. Moram vam še sporočiti, da je predstavnik iz Ljubljane, ki je v prejšnji oddaji padel v nezavest, je bolje, ampak ni še vedno za informativno oddajo. Tako da naslednjič bo povedal svoje mnenje o Kitajcih. Danes, kot sem povedal že, je tema dneva, kdo je bil Mlad Drakulić. Za tiste, ki ne vedo, kdo je bil Mladen Drakulić ali pa Mlad Drakulić, ali pa za tiste, ki niste gledali prejšnjo oddajo, ker sem že na kratko povedal, kdo je bil. Torej, Mladen Drakulić je bil potomec grofa Vlada Drakule iz Transilvanije, iz Romunije. In Mladen Drakula, potem je ratal Drakulić, je prišel v Slovenijo v 15. in 16. stoletju, ampak ta zgodba je bila izgubljena v Sloveniji, torej tako, da se ni nič do danes vedelo o njemu. Ampak zato imamo našega zvestega reporterja, ki je raziskal njegovo biografijo in raziskal je, kje je živel. Torej, na vezi imam našega zvestega reporterja terenskega. Živjo, se slišiva? Ja, slišimo se. Povej nam kaj o Mladenu Drakuliću. Ja, nahajam se pred bivšo domačijo Mladena Drakulića. Tukaj je prišel iz Romunije. Kot vidite zdaj, potem ko je prišel v Slovenijo, odprl pizzerijo in je začel podajati pice, bil je zelo inovativen, zato ker ni vzemal denarja za pico ali pa cekinov, pa tudi zlata ni vzemal. Bil je inovativen zato, ker je vzemal kri. Torej, gosti, če so mu prinesli deci krvi, je naredil 2 pice, če so mu prinesli 2 deci krvi, so dobili 4 pice plus 1. Torej, kri za pico, malo čudno, ampak pač to bil Mladen Drakulić. Bil je ljubitelj gob, velik ljubitelj gob, tudi domačini. Nekateri pravijo, da sploh ni umrl, da je še vedno živ. Ima čez 400 let. Pa tudi pred 10 leti ga je en domačin videl in Mladen Drakulić ga je vprašal, ali je ta domačin ljubitelj gob. In seveda domačin je rekel, da je, potem so se pozdravili in Mladen je šel naprej iskat gobe. Torej, strastni gobar, lahko rečem, bil je dobil tudi nadimek od domačinov gobar Vampirič, ker je bil res ljubitelj gob. Torej, zelo posebna osebnost je, ne bom rekel, je bil, ampak je še vedno, ker nekateri pravijo, da je še vedno živ, Mlad Drakulić, ki je, seveda, njegova zgodba je izgubljena v Sloveniji, ampak zato smo mi pripravili to za danes. Torej, izgleda, da imamo težave z povezavo. Še enkrat. Terenski reporter, prosim, javi se. Iz režije mi javljajo, da imajo zopet na vezi terenskega reporterja, tako da gremo. Snemalce je nekaj izsesal, neverjetno, prekinjamo oddajo. Sploh ne vem, zakaj sem šel v to jebeno. Zelo delikatna situacija, videli smo kri na ekranu, torej upajmo, da je naš reporter v redu. Naslednjič bomo podrobno raziskali še to situacijo in ja, to bi bilo to za danes. Lep pozdrav, adijo.